Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. Pred začetkom teme nekaj, kar zelo redko omenim, in to je obrazec vprašaj Anžeta, ki je v zapiskih, nisem mogel. Obrazec vprašaj Anžeta je v zapiskih. Dajte kakšen odziv, kakšno vprašanje, v zapiskih je tudi povezava do Discorda. Danes 1,5 tema, potem pa 2 kratki vprašanji, tako da kar na temo, ki je nadaljevanje sage Googla in ameriških sodišč oziroma pravosodnega ministrstva. Google ima zdaj že toliko front odprtih, da jih je nekako težko vse povzeti, ampak v Evropski uniji se jim dogaja pač ta akt o digitalnih storitvah. V Ameriki ima 2 tožbi z strani ministrstva za pravosodje, ena je zaradi monopolov na področju iskanja in naslednji je trenutno bolj aktualen na področju spletnega oglaševanja. Potem je tu še Epic Games, to je to podjetje, ki dela Fortnite, eno največjih iger na svetu, ki Googlu teži, bom po domače rekel, da naj se bolj odpre. Potem je Yelp. Yelp je ena taka storitev oziroma spletna stran v ZDA, ki ima podatke o, ali je ta trgovina odprta, koliko je ta restauracija dobra in podobno. In jih tudi toži zato, ker naj bi Google preferiral svoje rezultate in šikaniral Yelp posledično. Zdaj naprej gremo na najbolj aktualen proces, to je tisti glede spletnega oglaševanja. Najprej še je ta proces glede spletnega iskanja, v katerem ministrstvo za pravosodje v ZDA trdi, da je Google monopolist, sodnik je to že ugotovil, da so monopolist. In zdaj je faza procesa ta, da ministrstvo za pravosodje že predlaga rešitve. Kaj so te rešitve, ki jih ministrstvo za pravosodje predlaga? Daleč najbolj odmevna je ta, da mora Google, naj bi moral, to se zdaj se mora še odločiti seveda, naj bi Google prodal brskalnik Chrome, kar je kar nora odločitev, ne? Chrome zdaj že kar nekaj časa absolutno prevladuje na svetovnem spletu, ne? Mogoče edina resna konkurenca je Apple Safari, pa še to samo zato, ker je Safari prevzet brskalnik na Applovih telefonih, praktično vse ostalo pa je Chrome. Potem je ministrstvo za pravosodje predlagalo, da Google ne sme preferirati več svojih storitev v iskalniku, kot je recimo Android, YouTube in vse ostalo, pa da se mogoče spletne stvari lahko odločijo, da ne bodo vključene v narekovajih umetno inteligenčne rezultate Google Gemini. Kot potencialno rešitev, če to ne bo zaleglo, se pa omenja tudi prodaja Androida, to se pravi, to je ta operacijski sistem, ki ga Google dela. Tukaj je pa tudi ta nekako težava, da je Android načeloma zastonj. To je zelo splošno rečeno, ampak ja, Samsung ne plačuje prav veliko Googlu za uporabo tega operacijskega sistema, potem drugače je to pri delitvi denarja, ko se prodaja aplikacije, ampak ja, načeloma lahko pride celo do tega in tako pri Androidu kot pri Chromeu, ne, če bi ga Google dejansko prodal, ga mora prodati podjetju, ki ga sodišče odobri, predvsem pa ne vem, katero podjetje bi dejansko se zanimalo za ali Chrome ali pa Android, ampak gremo se mogoče na Chrome osredotočiti, ker brskalnike je dejansko kar težko delati dobre, še težje in na tem trgu ni prav veliko denarja, nihče ne plačuje za brskalnike. Tiste največje delajo podjetja, ki delajo tudi operacijske sisteme, to je recimo Google in pa Apple s Safarijem, potem je tukaj še Microsoft, ki je včasih delal Internet Explorer, ampak zdaj njihov Edge, kot se reče, zadnji različici, deluje na motorju od Googla, sicer so baje neke stvari ven vzete, ampak vseeno, tudi na tem trgu se je pač kar naredila konsolidacija. Seveda obstajajo tudi alternativni brskalniki, eden od njih je seveda tudi Mozilla, ki pa je dejansko financiran praktično od Googla. Google je to takrat, zdaj človek lahko reče pametno, ampak če si pa ciničen, pa zelo preračunljivo storil že pred leti, ko je začel Mozilli plačevati za to, da je Google tam primarni iskalnik in Mozilla, to je podjetje, ki dela Firefox, živi praktično samo od tega, to že spet malo posplošujem, ampak tako čisto na hitro. Čeprav tudi ta odločitev, ne, da Google plačuje Apple in Mozilli, recimo, da je Google privzet iskalnik v njihovih brskalnikih, je tudi še ena reč, ki jo bo moral nehati početi oziroma saj to predlaga ministrstvo za pravosodje. Ta proces res ne gre v Googlovo smer zaenkrat, seveda je tukaj zdaj nova spremenljivka in ta je prihajajoča administracija v Ameriki. Je pa tudi res, da se je ta proces začel, ko je predsednik Amerike bil Trump, ne? Ko je bila prva Trumpova administracija, tako da bomo videli, če se bo dejansko kaj spremenilo. No, ampak ker se tukaj seveda težave za Google še ne končajo, je pa zdaj najbolj aktualen, to se v teh dneh dogajajo zaključni govori, mislim, da se temu strokovno reče na sodišču v Ameriki, že spet ministrstvo za pravosodje in Google, tokrat pa gre za Googlov, bomo kar rekli, monopol oziroma dominanco
pri spletnem oglaševanju. Tukaj so reči še bolj kompleksne kot pri iskanju, ampak gre predvsem za to, da Google res nadzoruje vso to verigo kupovanja, licitacije, prodajanja oglasov na spletu. Oni sicer trdijo, poglejte, tudi Facebook in TikTok imata iskalnik in sta nam konkurenca, ljudje lahko tudi tam oglašujejo, saj so to tudi nekakšni iskalniki. Haha, Facebook in TikTok. Kar mislim, da vse, kar sem prebral, sodnica ni ravno naklonjena tej interpretaciji. Zdaj, končna odločitev bo prišla ob koncu leta 2024, saj ne bi se takrat zgodila, seveda potem se Google lahko še pritoži, ampak seveda, tako kot sem prej rekel, tudi tukaj je zdaj nova spremenljivka, že spet nova ameriška administracija, bomo videli, kam bo to peljalo, a zaenkrat Google res ne kaže najboljše, res ima veliko front odprtih, je pa tudi res, da je leta in leta deloval s praksami, ki so pripeljale do teh sodnih procesov. Za konec pri tej temi bi jaz samo še to povedal, ker včasih izpade tako, tudi jaz sebe zalotim, da tako razmišljam, spravili so se na podjetje, ki je uspešno, njim je uspelo, zdaj se jih pa šikanira, ne. Tukaj gre za to, da je Google tako velik, tako vse prisoten, na toliko reči ima vpliv, da obstaja zelo prepričljiv argument, ki mene prepriča, da tako velika podjetja s takšnim vplivom pač ne bi smela obstajati na tak način. To se je v preteklosti že izkazalo, to se da pogledati tudi iz čisto kapitalistične logike, ki dejansko zahteva konkurenco, ki v tem primeru res absolutno ni, ker je Google tako dominanten, tako pri iskanju kot pri oglaševanju na spletu, da je to slabo samo za konkurenco, če se verjame v prosti trg in agnostičnost prostega trga. Tudi če se ne verjame v svetost prostega trga, gre za situacijo, kjer eno podjetje, ki je odgovorno samo svojim delničarjem in ima nekega šefa oziroma mogoče še svet na vrhu, se odloča za preveliko količino ljudi, preveč individualnih usod je v to vpletenih, da bi lahko tako majhna skupina ljudi, ki niso demokratično izvoljeni, odločala o tako veliko individualnih usodah ali pa usodah podjetij. Ne smemo res pozabiti na tisti primer iz konca 90-ih, začetka 2000-ih, ko se je enako dogajalo Microsoftu, ki je pa na tisti točki, kar se tehnologije tiče, enako prevladoval na način, ki ni bil okej. Koliko se je od takrat spremenilo? Nekaj se je, dosti se tudi ni, ampak na vsake toliko mislim, da more priti do takih korekcij, ker sicer bi bil res prevelik, kot bi Američani oziroma Slovenci v Ameriki rekli, prevelik Teksas na tem področju. Seveda bom o tem še govoril, ker ko bodo končne sodbe, ko bo konec vseh pritožb, ki pripadajo Googlu, bomo videli vse, v katero smer bojo šle do končne odločitve in potem, kaj se bo dejansko zgodilo. Je pa, tako kot sem že večkrat v tem podcastu rekel, kar okej videti, da se žogica malo vrača tem tehnološkim velikanom, ki so, moje mnenje, predolgo lahko počeli praktično karkoli so hoteli. To je bila prva tema, zdaj pa še ena polovična tema, ki je posredno malo povezana tudi z Googlom, ampak ne zares. Pred 5 leti je Huawei, to je to kitajsko podjetje, ki proizvaja bazne postaje za mobilna omrežja, telefone in še marsikaj, padlo v nemilost Zahoda, proti njim so bile dejansko uvedene sankcije, da ne smejo več uporabljati določenih tehnologij, predvsem je šlo tukaj za čipe in modeme za mobilne telefone, saj tistih najnovejših niso smeli. Hkrati pa niso smeli več uporabljati operacijskega sistema Android, to je ta Android, ki sem ga preomenjal, ki ga dela Google, ker je pač to ameriška tehnologija, in od takrat so Huawei telefoni, saj na Zahodu, bom kar rekel, dosti manj uporabni, ker se je potem treba s tem operacijskim sistemom malo več ukvarjati. Huawei je sicer takrat napovedal, mi bomo naredili svoj operacijski sistem, ki ga bomo dostavili zelo hitro in se nam sploh ne bo poznalo. Potem pa vse, kar se je zgodilo, da so dostavili neko bolj oskubljeno različico Androida, ki je še vedno imela vse aplikacije, ki so seveda ključne pri mobilnih telefonih. Ne? Če imaš nek mobilni telefon, ki sicer ima operacijski sistem, potem je pa tam 7 aplikacij, je to malo manj uporabna naprava, ne? Sploh, ko pomisliš na banke in vse ostalo. Se moram reči, da Huawei se je kar zelo potrudil, da je pridobil aplikacije na ta nekako polovično na novo operacijski sistem, ampak vseeno v mojih izkušnjah se mi zdi, da ni bilo vredno se ukvarjati z vsemi temi akrobacijami, ki jih je bilo včasih treba narediti, da si imel vse, kar ti omogočajo pač telefoni, ki imajo, gremo reči, polnokrvni Android, no. Ne tako kot Huawei. No, je pa zdaj ena novica, ki je nekako spodbudila tole mini temo.
Huawei bo ven dal novo serijo telefonov Mate 70, na katerih pa bosta tekla dva operacijska sistema, no, ne hkrati, lahko boš zbiral, tako sem jaz razumel. Eden bo Harmony OS 4.3, to je ta operacijski sistem, ki je nekako še vedno Google, ampak ne čisto Google svojo trgovino aplikacij. Potem pa tudi Harmony OS Next, to pa je dejansko operacijski sistem, ki ne bi bil čisto odrezan od Google. To pa je tisto, kar je Huawei takrat napovedal. Več kot očitno so potrebovali 5 let, da so vzpostavili neko različico, ki si jo upajo dati na telefone, saj tako zgleda. Zaenkrat ima ta operacijski sistem 15,000 aplikacij, to je pač zelo, zelo malo. Googleova trgovina ima recimo 1,5 milijona aplikacij, Huawei seveda trdi, da bojo dodajali nove. Se mi zdi pa vseeno zanimivo to povedati, ker operacijske sisteme je zelo težko narediti, spisati, take, da jih bojo ljudje uporabljali, predvsem take, da bojo razvijalci za njih delali aplikacije. To zelo, zelo malo podjetij na tem svetu zna in tukaj se tudi lepo pokaže, koliko časa Huawei že nekako dela na tem, da bi imel svoj operacijski sistem. Jaz dejansko tudi verjamem, da na eni točki bodo prišli do nekega resnega, bo mogoče ne konkurenta, ampak do neke resne alternative, ki bo na njihovih telefonih, ampak že teh 5 let, ki so jih izgubili zdaj, ne, saj na zahodu, ker na Kitajskem je slika res drugačna, se dejansko pozna, ne, ker če se spomnite, Huawei je bil takrat pred temi sankcijami zelo, zelo resna konkurenca, že tudi Samsungu, ne. Jaz bi rekel, da vsaj po izdelavi telefonov so jih mogoče celo že presegli, saj takrat, ko sem več Huawei telefonov testiral. Tako da bo zanimivo spremljati, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Vseeno pa ja, še ena lekcija več, ki pokaže, kako težko je res operacijske sisteme delati, pisati in vzdrževati predvsem. Ne, potem. Tako da ja, to je bila ta tema in pol, zdaj pa še 2 vprašanji. Prvo se glasi takole. Živjo že, sklicajem. Kateri mrežni NAS, to je Network Attached Storage, bom razložil, se splača kupiti, da se ga uporabi za hrambo fotk in drugih stvari? QNAP, Synology, vprašaj. Gledam take NAS-e, ki imajo prostora za 4 diske in v njih bi dal 8 terabajtov velike diske. NAS-i so kot zunanji diski, vendar so priklopljeni na mrežo, se pravi, ne priklopiš jih na računalnik preko USB-ja, to seveda omogoča, da NAS je v popolnoma drugi sobi kot računalnik, če imaš seveda napeljane kable. Jaz sem jih dolgo nazaj tudi preizkušal za članek, mislim, da 2-krat sem se z njimi ukvarjal, zato bi si upal tudi QNAP in Synology nekako priporočiti. Bi pa eno drugo reč omenil, spravi NAS-i so super tudi zato, da se podatki nekako ne izgubijo. Predvsem so super, ker so lahko tako narejeni, da če ima recimo NAS 4 prostore za diske, imaš noter 4 diske, ga lahko nastaviš tako, to so RAID-i, tega ne bom razlagal, ga lahko nastaviš tako, da se z reči, se pravi podatki med diski zrcalijo in če en disk crkne, ga enostavno zamenjaš, se že spet prezrcali in nisi ničesar izgubil. Seveda imajo NAS-i noter veliko, veliko funkcionalnosti, to so res taki pravi mini operacijski sistemi so tam noter, lahko ga uporabljaš kot nadomestek za Dropbox, za vse ostalo. Tisto, kar je zelo ključno in tisto, kar bi rad omenil pri tem vprašanju, je pa to, da se z NAS-i načeloma treba kar ukvarjati. To je že spet mogoče premočno, vse jih lahko nastaviš, pa potem pozabiš, seveda odvisno je tukaj od uporabe. Mogoče najbolj pomembna reč je pa to, če na NAS-u hraniš slike, dokumente in podobne reči, je skoraj da vseeno, katerega vzameš, lahko tiste najcenejše vzameš, pogledaš samo, koliko diskov sprejmejo, če ti je dovolj, da ima 2 diska oziroma 4 diske, potem moraš vedeti, v kateri RAID, oziroma ali se bojo zrcalili, ali bo to samo ena taka velika shramba in je dosti vseeno. Če pa boš imel na svojem NAS-u varnostne kopije DVD-jev in Blu-rayev, ki si jih kupil in potem naredil varnostne kopije teh DVD-jev in Blu-rayev, če pa se greš pa to in hočeš potem gledati te varnostne kopije iz svojega NAS-a, se pa splača pogledati pri vseh proizvajalcih v podrobnosti teh naprav, koliko se hvalijo z prekodiranjem oziroma transcodingom video vsebin. NAS-i so vseeno taki mini računalniki, ki imajo svoj procesor, svoj pomnilnik in te procesori in pomnilniki so različno zmogljivi, so v različnih količinah in če je zadeva pač prešibka, mogoče ne bo znala 4K varnostne kopije nekega Blu-raya predvajati brez težav, bo potrebna neka naprava vmes, tako da to je mogoče edina reč, ki bi se jaz pozanimal. Če bo pa NAS dejansko samo shramba dokumentov, bo mogoče v nekem RAID-u, ker zrcalje pa popolnoma vseeno, katerega vzameš, to je moje mnenje, ker se pri NAS-ih tudi seveda da pretiravati, ker jih prodajo tudi v različicah, v katere lahko daš, ne vem,
12 diskov. Ne vem, kako visoko grejo zdaj že te številke. In za konec še eno vprašanje. Pozdravljen, že sklicajem. Bravo, Jaka. Zanima me tvoje mnenje o PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro. Jaz mislim, da je Pro absolutno predrag in ga ne bi v življenju kupil. To je to, kar se prvega dela vprašanja tiče. Kaj se po tvoje zdi bolj smiselno kupiti? PlayStation 5 ali zgraditi gaming PC, se pravi PC za igranje iger? In ali si bil ti v otroštvu eden izmed tistih, ki so imeli PlayStation, Xbox doma oziroma PC? Sam nikoli nisem imel PlayStation ali Xboxa, zato sem še vedno tim PC. Lep pozdrav Jaka, ki je star 25. Se mi zdi, da je to nalašč sam napisal, ker sicer je bilo to moje vprašanje. Ampak ja, jaz sem v preteklosti imel tako konzole kot PC-je. Eno obdobje sem imel praktično samo PC-je, sem pa zelo velik fan Nintendo, tako da sem imel skoraj vse Nintendove konzole. Tudi zdaj imam Switcha, lastil sem si celo en Xbox, PlayStationa pa nikoli. Je pa to večno vprašanje, na katerem so se včasih lomile debate, bi pa jaz vseeno tukaj dal eno perspektivo zdaj človeka, ki je že 40, da PC imaš, dokler si mlad. Jaz mislim, Jaka, da pri 25 si še vedno zelo mlad človek, mogoče z malo manj obveznostmi kot ljudje v 40, tako da se mi zdi še vedno čisto ok, da se staviš kakšen računalnik in potem tam igraš, ko pa se človeku z leti zoža prosti čas za igranje iger z računalnikom, so pa mogoče konzole dosti boljša izbira. Jaz bi tukaj predvsem rekel Nintendo Switch, zdaj le bo sicer prišla nova različica, o tem bom nedvomno kakšno epizodo naredil, ampak ja, te konzole, ki jih lahko naokoli nosiš, so kar ok, no, za človeka, ki ima družino. Tako da to je moj odgovor. Hvala Jaka, hvala vsem, ki dajete vprašanja ali pa odzive. V obrazec vprašaj Anžeta, sklicajem. Tam je tudi povezava do Discorda, pridite. In pa najlepša hvala vsem, ki priporočate ta podcast, ker to dejansko največ pomeni, ker vsi vemo, da je na internetu toliko enih reči, da nihče nima časa vsega spoznati. Tako da, če se vam da, če imate voljo in željo, dajte priporočiti tehnično podporo kakšnemu prijatelju, znancu, človeku na ulici, ker derte se po ulici. Ne tega delati. Najlepša hvala, da poslušate. To je to. Čau.